Danes si bomo pogledali značilnosti kotov v krogu in tudi eno posebnost, to je kot v polkrogu, o katerem je govoril že znani matematik Thales. Pomagali si bomo pa z GeoGebro. Zato si bomo najprej narisali eno krožnico. Pač tokrat je središče v točki A. V točki A označili si bomo dve točki na krožnici, poleg točke B še recimo točko C. In zdaj bomo označili dva kotraka. Ta kot se imenuje kot alfa in mu rečemo tudi središčni kot. Se pravi, ta kot alfa je središčni kot, to pa zato, ker ima svoj vrh v središču krožnice. In zdaj bomo nad istim lokom, to je tale lok, vidimo, to je krožni lok L, narišali še en kot. In sicer bo zdaj kot takšen, da bomo imeli vrh kota ne več v središču, ampak na obodu. Tako. Ta kot, ki smo ga zdaj označili, bomo označili recimo z alfa črtica in ta kot se imenuje obodni kot, ker ima svoj vrh na obodu. Se pravi središčni in obodni kot. Zdaj, zanimivo bo videti, kakšne sta njuni velikosti. Zato bomo izmerili najprej središčni kot, alfa, A, C, in vidimo, da je naš središčni kot 58,09, lahko rečemo, da je 58 stopinj. In potem bomo izmerili še obodni kot. Ta pa meri, se pravi od tukaj, pa vrh je tukaj, pa do semle. Ta pa meri 29, pa še malo, se pravi obodni kot meri 29 stopinj. In kar je zanimivo je, da je 58 stopinj ravno dvakrat več kot 29 stopinj. Dajmo recimo izbrati še eno točko, tukaj na krožnici, na obodu, recimo naj bo zdaj tale točka, tukajle. Ponovimo vajo, narišemo dva poltraka, tako da bomo imeli še en obodni kot, ampak pomembno je, da nad istim lokom, se pravi isto, naj gre čez točko C, in čez točko B, pa zopet pomerimo ta kot, prav še en obodni kot, zopet pride, da je ta kot 29 stopinj. Če narišemo še eno točko, in če bo še tokrat isto, potem lahko rečemo, da nad konkretno tem lokom je vedno kot alfa, se pravi vedno obodni kot dvakrat manjši od središčnega. Zato izberemo še eno točko, takole, in še narišemo dva poltraka, in zopet vidimo, da je tukaj 29,56, zdaj sicer malo smo nekje zamaknili, ampak je približno 29 stopinj, se pravi dvakrat manjši. Zdi se torej, da velja pravilo, da je središčni kot alfa dvakrat večji od obodnega kota. Zdaj, tukaj smo ga dali alfa črtica, lahko ga bi tudi z beta označili. Tako, imamo še eno krožnico in na krožnici smo si izbrali en krožni lok in ta kot, ki je tukaj, se imenuje središčni kot, označimo ga z alfa. In ta kot je velik, merili 62,38 stopinj. Sedaj bomo narisali še točko na obodu, recimo tukajle, in če velja pravilo, da mora biti obodni kot dvakrat manjši, bo torej meril 31 pa še malo. Zopet narišemo še dva poltraka. Če ta kot pomerimo, pogledajmo, kaj dobimo. 31,19.
Se pravi, zopet smo ugotovili, da je naš središčni kot alfa dvakrat večji od našega obodnega kota beta. Ali to velja res čisto za vse točke? Narišemo še eno in dobimo zopet 31,19. Se pravi, res velja vedno, da je središčni kot alfa dvakrat večji od obodnega kota. Zato kaj bomo najprej pogledali primer, ko je točka D na obodu postavljena tako, da je v bistvu to premer krožnice. Torej zdaj, tale trikotnik je enakokrak, ker se to pač pomeri, ta je enakokrak trikotnik. Torej, če je tukaj kot beta, je tudi tukaj kot beta. Ta kot alfa je pa dejansko zunanji kot pri kotu temu. Zunanji kot, bomo rekli, da je tole alfa črtica. Mi vemo, da sta alfa črtica in alfa skupaj merita 180 stopinj. Vemo pa še nekaj druga, da alfa črtica plus 2 beta, to so pa ravno vsota notranjih kotov v trikotniku, je pa tudi skupaj 180 stopinj. In iz tega dobimo, da je kot alfa res enak 2 beta, kar smo prej že dokazovali. Se pravi, središčni kot je enak dvakrat obodnemu. Tako, poglejmo si zdaj še en primer. Zdaj je pa ta središčni kot postavljen v obodni kot. Narisali bomo še eno dodatno črto in sicer povezali tole čez središče, pa poglejmo, kaj dobimo. Tole je polmer R, pa tole je tudi polmer R, to je tudi polmer R. Se pravi, dobimo dva enakokraka trikotnika. Zdaj, tukaj je naš obodni kot. Lahko rečemo, da je potem v tem enem koncu recimo obodni kot. In na drugi strani, tukajle, kot beta 2. Zdaj, beta 1 in beta 2 skupaj pa merita to kot naš obodni kot. Je skupaj torej obodni kot. Naš kot, središčni kot, se je pa tudi razdelil na alfa 1 pa alfa 2. Ampak, če bi alfa 1 in alfa 2 še šteli, zopet dobimo naš središčni kot. Se pravi, to je obodni in središčni kot. In zdaj gre v bistvu zgodba isto kot prej. Prej smo že ugotovili, da če je ista črta, da je alfa 2 v bistvu isto kot dvakrat beta 2. In na drugi strani je alfa 1 dvakrat beta 1 in iz tega dobimo, da je, torej namesto alfa 2 lahko napišemo 2 beta 2, namesto alfa 1 2 beta 1, pa dvojko izpostavimo, ostane beta 1 plus beta 2 in dobimo skupaj, da je to dvakrat beta, kar smo pa tudi hoteli dokazati. Se pravi, da je središčni kot alfa dvakrat obodni kot beta. No, obstaja pa še tretja možnost, to pa je, da je središčni kot, da je obodni kot izven središčnega kota. Tudi v tem primeru bomo narisali najprej povezavo med tole točko in središčem. Pa zopet pogledamo, kaj dobimo. Sečišče tega poltraka za krožnico označimo z neko novo točko E. In zdaj, tukaj imamo pa zopet, vidimo, da je tukaj en središčni kot, takole, če je tole zopet središčni kot zdaj nad temle lokom. Tukaj je potem obodni, se pravi, če je to alfa, potem vemo, da je to beta in ker smo za to pravilo, ker je to kar premer, že povedali, da je alfa 2 beta, bomo to kar uporabljali zdaj.
In tukaj zdaj lahko povemo, da je kot, ki smo ga narisali tukajle, CAB, torej naš središčni kot. In če od tega enak čemu kotu EAB minus kotu C minus kotu EAC. Ampak kot EAB ta kot je dvakrat večji od tega kota. Lahko torej napišemo, kot EAB je dvakrat večji od kota EDB. In prav te lahko za kot EAC zapišemo, da je dvakrat večji od kota EDC. Če zdaj tukaj dvojko izpostavimo, dobimo, da piše tukaj kot EDB minus kot EDC. In kot EDB minus EDC je pa ravno kot CDB. Torej to dvakrat kot CDB. S tem smo pa že dokazali. CAB je ta naš središčni kot, tukajle. CDB je pa obodni kot in tukaj smo dobili, da je dvakrat večji. Torej smo res zdaj za vse primere dokazali, da je središčni kot dvakrat večji od obodnega in zato zdaj tega več ne bomo dokazovali. Ampak bomo to samo uporabljali. Zdaj imamo torej dokaz, da je središčni kot alfa vedno večji od da je vedno dvakrat večji od istoležnega obodnega kota. Eto, super naloga. Recimo, da imamo podan središčni kot 60 stopinj, potem pa imamo narisano še eno točko tukajle in me zanima, kako je velik kot BCB črtica. Ker vemo, da je to obodni kot nad istim kotom, je to avtomatsko 30 stopinj. In tudi, če bi bil ta obodna točka kjerkoli drugje, je vedno to 30 stopinj. Sedaj si bomo pogledali posebni primer, ko imamo krožnico, ki jo razdelimo za črto na dva dela, tako da bomo v bistvu dobili polkrog. Pa vidimo, če zdaj gledamo zgornjo polovico, polkrog. Zdaj, tukaj je kot CAB, to je v bistvu središčni kot. In kot CAB vedno meri 180 stopinj, to je iztegljeni kot. In če bomo zdaj narisali katerikoli kot nad istim obodom, bo to za ta kot obodni kot, torej mora biti polovici manjši od središčnega. In kakšen je ta kot? Vidimo, da je ta kot meri točno 90 stopinj. In če bi izbrali katerokoli točko tukaj, na tem objektu, in potegnili črto čez obod, takole, bo ta kot zopet 90 stopinj. Tako. In temu pa pravimo, to pa je pogruntal Tales, zato se imenuje to Talesov izrek. O čem govori? Če imamo mi polkrog
in si potem izberemo katerokoli točko na tem polkrogu in narišemo kot, bo ta kot vedno 90 stopinj. To je pa Thalesov izrek za kote v polkrogu.